Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Madžarske. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v prvem in predvsem drugem prostem treningu. Tudi tokratni prispevek bo kot običajno razdeljen na dva dela. V prvem si bomo ogledali tehnične novosti ter zanimivosti. V drugem bomo skušali razumeti tisto pravo razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. In tokrat moram najprej opozoriti, da imamo kar nekaj tehničnih novosti, zato bom tiste zanimivosti dobesedno vključil k novostim posamezne ekipe. Začnimo kot ponavadi s pomočjo uradnih dokumentov in skušajmo razumeti, kaj je novega. Pri Scuderii Ferrari so rahlo popravili zadnji del samega dna. Gre za konfiguracijo, ki smo jo videli na progi v Barceloni, kjer so pa malček spremenili tisti zadnji del in seveda tako skušajo uravnotežiti SF pomišljaj 24 Evo. In treba je opomniti, da mi navdušenci smo lahko brali, kako na Madžarskem bomo videli tisto tako imenovano špansko verzijo. Čez teden dni v Belgiji naj bi pa zopet prišla verzija iz Imole. Pri ekipi Aston Martin smo lahko videli kar nekaj zanimivih sprememb, tako na prednjem kot na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, na varnostnem loku halo, na difuzorju in seveda samem dnu. Pri ekipi Alpine je bilo novosti sorazmeroma malo. Namreč samo na zavornih košarah imamo seveda tisto vhodno in izhodno režo, ki je drugačna. Verjetno razumete, da posnetkov te malenkosti je nemogoče dobiti tako hitro in v neki obliki, ki bi bila za objavo. Pri ekipi Williams so spremenili pokrov pogonskega sklopa, tisti izhod iz tako imenovane bazuke. In tu je treba povedati, da na spodnjem profilu zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja smo videli to zanimivo sliko, kjer so nalepili seveda te pokazatelje, ki merijo temperaturo. In tako bodo ugotovili pri ekipi iz GRV, kako potekajo zračni tokovi in predvsem kako izhaja vroči zrak izpod same karoserije. Pri ekipi Racing Bulls smo videli seveda spremembe predvsem na zavornih košarah, tako spredaj kot zadaj in nekaj malega malenkosti. A menim, da izjemno dosti so pokazali pri ekipi Sauber, kjer so spremenili skorajda celotni bolid. A glavno pozornost bi sam usmeril na bočni hladilni reži in seveda na obe bočni strukturi. Kot vidimo tu na posnetkih Alberta Fabrege, so pri ekipi iz Hinwila napravili manjšo revolucijo in seveda bolid ekipe Sauber vsaj tu izgleda izjemno dodelan. Pri ekipi Haas manjše spremembe, seveda na pokrovu pogonskega sklopa, ampak lahko bi dejali nič drastičnega in nič revolucionarnega. Ampak nekaj revolucionarnega smo lahko uzrli pri ekipi Red Bull. Najprej je treba poudariti, da novosti so bile na voljo prvič Maxu Verstappenu, medtem ko Sergio Perez je imel ono klasično starejšo izvedenko.
In tu bi se najprej ustavil samo pri pokrovu pogonskega sklopa, ki je izgubil tako imenovano bazuko, ima neko obliko, katere smo bili vajeni, naprimer v prejšnjem desetletju tega stoletja, in nima več tistih bočnih rež takoj ob voznikovi glavi. In seveda spremembe so tudi na tistih izstopnih škrgah in še bi lahko govorili, namreč pri Red Bullu so pokazali, da pravzaprav skušajo nadoknaditi tisti zaostanek, ki so ga nekako pridelali v zadnjih velikih nagradah. Verzija Maxa Verstappena ima, vsaj na moj pogled, tudi širši bočni strukturi. Seveda, če zrak ni šel ob glavi voznika, je moral iti nekje drugje. In na koncu, verjetno za nekatere še najbolj pričakovana ekipa. Tovarniška ekipa Mercedes, kjer smo lahko zasledili kar nekaj govoric o zanimivih spremembah. A v resnici po dokumentih so spremenili bore malo. Le tam pri zadnjih kolesih so tiste spodnje usmernike rahlo drugače izoblikovali, kot lahko vidimo na fotografiji. Seveda, sedaj se je nekdo začel spraševati, koliko sprememb za veliko nagrado Madžarske in katera ekipa v bistvu ni spremenila ničesar. Verjetno tista, ki je v tokratnem trenutku v najboljši formi. In govorimo o McLarenu in njihovem MCL38. Videli bomo na samih kvalifikacijah in predvsem na dirki za veliko nagrado, kako se bo obnašal bolid Landa Norrisa in Oskarja Piastrija. Ampak tu, kot sem omenil, nobenih sprememb. Kot zanimivost pri Mercedesu smo videli nekaj, kar se pa ne smatra kot novost. Namreč že na prejšnjih velikih nagradah, tam na zgornjem delu šasije, se je pojavila grba, ki naj bi po samih razlagah skrbela za hlajenje vozniške kabine. Nekateri so smatrali, da je tu drugačen element vzmetenja in da pravzaprav pri Mercedesu so zopet nekaj čudnega naredili. Ampak tu na Madžarskem z visokimi temperaturami se je prav na tej grbi pojavila tudi špranja, ki seveda pomaga vnosu svežega zraka, ki verjetno res pomaga hladiti vozniško kabino. A videli bomo na sami dirki, to kot le zanimivost. In sedaj verjetno marsikoga zanima, kaj bi lahko pričakovali od samih sobotnih kvalifikacij. Najprej, kot ponavadi, je treba poudariti, da prvi prosti trening običajno ne kaže one prave slike, onega pravega potenciala, ampak vseeno, da je Max Verstappen tam zgoraj, nam pove, da voznika Red Bulla ne smemo kar tako izključiti, kar tako pozabiti. Ampak, če pogledamo drugi prosti trening, bomo lahko dobili malce bolj celostno podobo vsega tistega, kar se lahko dogaja. Res na Red Bull ne smemo pozabiti nikoli, ampak na progi v Hungaroringu tudi Perez bi znal priti višje kot običajno. Po mojem skromnem mnenju je tu še zmeraj McLaren tisti, ki je vsaj na nivoju Red Bulla, če ne z manjšo prednostjo. Ampak videli bomo, kaj bodo dodali sami vozniki. Tu je Max Verstappen v rahli prednosti. Pri skuderiji Ferrari se je zopet pokazal Sainz kot tisti bolj učinkovit. Lahko nima tistega prirojenega talenta za en sam krog na kvalifikacijah, ampak ne dela napak. In če pogledamo zadnjih nekaj velikih nagrad Charlesa Leclerca, je bilo napak kar nekaj. Ampak
Ne smemo ga izločiti na kvalifikacijah, običajno preseneča in upam, da bo tudi to. Pri Mercedesu imamo dve varianti. Prvič, to, da se lahko malček skrivajo, in drugič, pač, da so še zmeraj pol koraka za tistim dvojcem, ki ga sestavlja McLaren in Red Bull, in da so blizu skoraj da poravnani s Ferrarijem. A kot sem dejal, kvalifikacije bodo pokazale svoje. A preden se seveda poslovimo, še neko moje razmišljanje, nek moj vidik. V prvem delu smo videli ogromno novih paketov pri skorajda vseh ekipah. Ampak, če smo natančni, ne gre toliko za razvojne pakete, ki bi nekako izboljševali že dobro osnovo, temveč gre za popravke, ko ekipe skušajo odpraviti hibo, ki se je pojavila na določeni tipologiji proge. Verjetno prav zato pri McLarenu nismo videli nobene posodobitve, kajti njihov MCL 38 zgleda, da je uravnotežen in da v tem trenutku ima tisto optimum, ki si ga želijo mnogi doseči. A kot običajno, moje mnenje, moje videnje določene situacije. Za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.